Letošnji dan GSN Slovenija z naslovom Kako se digitaliziramo je potekal 15. novembra 2017 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije. Osrednji gost dogodka je bil dr. Nikolaos Dimitriadis, ki že več kot desetletje povezuje nevroznanost in vedenjsko znanost s področjem trženja, komunikacij, vodenja in izobraževanja. Digital transformation has been the number one topic for business for the last 5 and more years. Are we succeeding? No. Most of digital transformation projects fail. Why do they fail? Because we don't take care of digital culture. So it's not looking good globally. We have a lot of efforts and a lot of money spent to create digital transformation into companies, but it's not going well because we have forgotten the most important thing, which is people. We have the technology, we have wonderful technology, we have amazing technology in our own pockets with our mobile phones. So technology is not a problem. The problem is people within corporations, how do they behave, what values do they have, and how they welcome these kind of changes. You know what is the issue? In order for people to take a technology and win with this, they have to believe in it. They have to be partners. They have to love it. Unfortunately, we don't work like this. Usually we have top management that say to people, this is what you have to do, this is what I pay you to do it. This cannot work anymore. People in companies, they have to be partners in transformation. When we make them partners, transformation wins. When we don't, it fails. Govorniki so z različnih vidikov osvetlili stanje digitalizacije v svetu in pri nas ter na različnih področjih poslovanja. Spreminjamo se vsi, najprej se mi spreminjamo, potem se šele spreminja družba pa okolje, kar pomeni, da smo državljani Slovenije ali pa celega sveta smo začeli delati digitalno, hočemo imeti digitalno, navdušeni smo nad digitalnim in pa se morajo firme in država temu prilagoditi. Tako da trenutno smo v fazi, kjer vsi iščemo pravzaprav rešitve, kako to narediti. Evropa sprejema novo zakonodajo, ki bo spremenila pravzaprav obveznosti podjetij, držav in vseh. Firme spreminjajo ponudbo. Tako da jaz mislim, da edini učinek, ki ga imamo ta trenutek, je to, da smo zmeri bolj v tem digitalnem okolju, virtualnem, bolj kot fizičnem, in drug učinek je, da ne vemo, kaj bo jutri. V svetu se pojavlja kar nekaj zanimivih rešitev v smeri digitalizacije plačevanja. Veliko je novosti, karte se bodo zelo premešale oziroma so se že premešale. V Sloveniji pa moram reči, da tudi in v Sloveniji in v regiji kažemo zelo lepe korake naprej in v nekaterih rešitvah tudi zelo prednjačimo. Primeri dobrih praks v podjetjih pa so pokazali, kako digitalna kultura omogoča in pospešuje bolj ustvarjalno in produktivnejše poslovno okolje. Digitalizacija spreminja praktično vse. Spreminja produkte, spreminja procese, nenazadnje tovarne in hkrati s tem trendom smo se tudi v Siemensu tega lotili zelo resno. Že na samem začetku, že pred recimo 10 leti smo začeli razmišljati o tem, kaj lahko digitalizacija prinese in se v tej smeri tudi, angažirali. Spreminjali smo tako naše tovarne v smislu digitalizacije, se pravi v smislu povezovanja od spodnjih nivojev produktov pa vse do poslovnih procesov, tako informatizacije proizvodne do poslovnih procesov in tudi s povezovanjem z našimi dobavitelji in nenazadnje tudi s kupci. Digitalizacija izvira iz avtomatizacije, se pravi v skladu z industrijo 4.0, v skladu s 4. industrijsko revolucijo. Vemo, da bo tukaj potrebno uvajati nove tehnologije. To se ne bo zgodilo čez noč, to je proces, ki traja lahko več let, lahko tudi 10 let. In mislim, da tukaj z našimi referenčnimi primeri, kot je recimo tovarna v Ambergu, lahko pokažemo, kaj se da na tem področju narediti. Se pravi, digitalizacija ni več samo opcija, ampak je tudi neke vrste obveza. Zaenkrat uporabljamo recimo črtno kodo in RIP sporočila v naši preskrbovalni verigi. Čeprav imamo v DM veliko revolucionarnih sprememb, ostaja v preskrbovalni verigi črtna koda in izmenjava RIP sporočil alfa in omega za uspešno delovanje. Kako pa zdaj spremeniti to preskrbovalno verigo? Ja, pri nas smo dobili idejo, da proces izboljšamo tako, da uporabimo črtno kodo in RIP sporočila v druge namene. Nazadnje smo tako digitalizirali proces zajema naše dobavnice za fotoartikle, ki nam je vzela na letnem nivoju na celem koncernu 4 leta. Kako smo se lotili tega? Ja, pravzaprav smo vzeli procese v preskrbovalni verigi pod drobnogled
in prišli do ideje, zakaj počnemo zadeve na tak način, kot jih počnemo. In odgovor je bil tako kot ponavadi, ker odzmeraj počnemo na ta način. Pravzaprav ni potrebno nič drugega, kot natančno pregledati procese in hitro se dobi ideja, kako bi črtno kodo, ki jo uporabi vsak dan, uporabili tudi na način, ki do zdaj ni bil v uporabi. Kako so pa zaposleni potem to sprejeli? Zaposleni so sprejeli z velikim veseljem. Recimo na nivoju koncerna imamo 3400 poslovalnic in vsaka poslovalnica je mogla to dobavnico vnesti v svoj računalnik. Po novem procesu zgolj skenira črtno kodo in čas porabi za kaj koristnejšega. Torej, na današnjem dogodku govorimo o digitalizaciji. To je samo nadaljevanje lanskoletnega tudi dogodka, kjer smo obravnavali isto temo. Zakaj o digitalizaciji? Ta hiter tehnološki razvoj in digitalizacija zahteva od podjetij, od družbe, da se hitro spreminjamo, da se prilagajamo, nove načine razmišljanja. Ljudje morajo se ukvarjati z velikim številom podatkov. Ampak pri vsem tem pa zmanjka nekaj, se pravi dovolj znanja in kompetenc. Še posebej, če vemo, da v Evropski uniji, kar velja tudi za Slovenijo, da je 37% ljudi ima zelo nizka znanja o digitalnosti oziroma jih sploh nima. Danes smo govorili tudi o digitalni kulturi in prav za dobro digitalno kulturo lahko tudi nekaj naredimo. Naredimo to, da naredimo učinkovita delovna mesta, da naredimo delovna mesta, ki so prijazna ljudem. In ob vsem tem, ko pa govorimo tako veliko o tej digitalizaciji na vsakem koraku, pa vendarle moramo paziti nekaj, in sicer to, da smo kot potrošniki zaščiteni, da smo kot pacienti varni in da smo kot družba sicer razvojno naravnani, ampak še vedno solidarni. In seveda, da smo ljudje čuteči, da smo čuteči do tistih, ki to pomoč potrebujejo. In z pametno in racionalno uporabo tehnologij in tudi o podpori GSN standardov smo sigurno na varni poti.